Ta konec meseca gostimo v Kopru in Portorožu 8. kongres evropskih matematikov. Na področju matematike je to za letos največji svetovni dogodek. Do kongresa bomo zato na Univerzi na Primorskem pripravili nekaj videov o preprostih matematičnih pojmih, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Tega je kar veliko, saj velik ta tehnološki razvoj v veliki meri sloni prav na matematiki. Ob vseh dobrih stvareh tega napredka se najde vmes tudi kakšna manj dobra stvar, celo slaba, če le poskušamo na vse skupaj prav pogledati. Ampak poglejmo za trenutek malo v preteklost. Kot osnovnošolec sem imel med predmeti najraje risanje in računstvo. Večina mojih sošolcev je kot idole imela kakšne športnike, ponavadi nogometaše. Meni pa je bila najbolj všečena prodajalka v bližnji pekarni, ki za računanje sploh ni rabila papirja, jasno, da tudi kalkulatorjev takrat ni bilo, vse je poračunala kar na pamet. Kako je pa danes? Danes vse prepuščamo kalkulatorjem, računalnikom in umetni inteligenci in se tudi zato vse manj znajdemo pri čisto preprostih računskih pojmih in operacijah. Morda najprej ena anekdota. Ne tako dolgo nazaj sva bila s kolegom poklicana k predstojniku, ki je želel vedeti, kako kaj načrtujeva prihajajoče akademsko leto. Koliko študentov kaj pričakujeva. Pa sva mu rekla, da jih imava letos tam nekje okrog 200, drugo leto pa misliva, da jih bo kakih 300. Pa pravi predstojnik, torej za tretjino se vam bo povečalo. Pa mu rečeva, ne za tretjino, za 50%, ker 100 je polovica od 200. A naj je predstojnik hitro utišal. Dajte no, 300 jih boste imela. 100 je ena tretjina od 300. Vidva pa res morate imeti drugačno mnenje od mene tudi pri tako preprosti stvari, kot so procenti. No, kako je torej s temi procenti? S procentnim računom ugotavljamo razmerje med končno vrednostjo in začetno vrednostjo glede na začetno vrednost. Ker je bila začetna vrednost 200, končna vrednost 300, je 300 minus 200 vlomljeno z 200, pač 100 vlomljeno z 200, to je ena polovica ali v odstotkih povedano 50%. Če nekdo razume procentni račun napačno, da gleda z napačne strani, namesto od začetka na konec, konca na začetek, je to verjetno zgolj samo znak površnosti in nima kakšnih hujših posledic. Lahko je pa tudi kako drugače, če je drugačna situacija. A obstajajo tudi situacije, ki so bolj resne in si takih površnosti ne smemo privoščiti. Na primer v tisti zgodbi z napredovanjem javnih uslužbencev, skladno dogovoru vlade in sindikatov iz leta 2018. Če se spomnimo, je bilo to vse skupaj medijsko predstavljeno kot zelo uspešna bitka za malega človeka za zvišanje njegove plače. Javni uslužbenci so med 1. januarjem 2019 in 1. septembrom 2020 po tem dogovoru napredovali nekateri za 1, nekateri 2, nekateri za 3 plačne razrede. Naprimer tisti srednješolsko izobrazbo za 1, doktorji znanosti za 3. Vedeti je še treba, da vsak plačni razred pomeni za 4% več denarja kot plačni razred pred njim. No, tukaj imam tabelo, kjer je to precej dobro vidno. Razredi od 1 do 65 gredo. Če pogledamo naprimer ta plačni razred, recimo 23, ki ga imamo tu na vrhu, ta je napredoval samo za en razred, se pravi iz 1043 na 1085, se pravi približno za 42 evrov se mi je bruto plača povečala, medtem ko naprimer nekdo v 50. razredu, ta je pa šel v 53. razred, tukaj pa je razlika približno 375, se pravi vidimo, razlika je kar 9-kratnik. Težko bi rekli, da je bilo šlo tukaj za skrb za malega človeka. Lahko je šlo za skrb, je bilo pa na koncu povsem drugače se je tukaj izteklo. Zdaj, za povrh, kot vemo, je
vlada za ta povečanja, torej povečanje osebnega dohodka javnih uslužbencev, ni zagotovila vsega denarja za javne inštitucije, ki so morale slediti tem spremembam. Zato so se nekatere pač morale znajti, kot so vedeli in znale. Tako je na primer prišlo do delnega povečanja cen storitev v vrtcih. In lahko si predstavljamo mlado družino z dveh javnih uslužbencev z dvema mladima otrokoma v vrtcu, kjer je na koncu vse povečanje dohodkov se moralo priliti v povečanje cene storitev v vrtcu. Res pa je, da imamo tudi bolj aktualne primere nesmotrne uporabe procentnega računa, na primer pri COVID-19. V zadnjih mesecih nam je bilo s strani pristojnih institucij in medijev posredovan podatek, da je zaščita, na primer pred okužbo s COVID-om z cepivom Pfizer, približno 95-odstotna. Vsi, ki sem jih povpraševal, kako to razumejo, ta podatek, so povedali, da to razume tako, da se jih od 100 cepljenih 95 ne okuži. No, pa v resnici ni tako. Ob preizkušanju učinkovitosti tega cepiva so proizvajalci imeli dve skupini, po približno 20.000 prostovoljcev. Ena skupina je bila cepljena s cepivom, druga pa s placebom, in potem ko so vse to opravili, so jih spustili v življenje na COVID trg in po določenem času so pogledali te poskusne zajce in ugotovili, da se jih je iz prve skupine okužilo 8, iz druge pa 162. In kje je zdaj odkot zdaj pride teh 95%? Do tja pridemo preprosto tako, da odštejemo od 162,8, se pravi razlika 162 minus 8, vlomljeno 162. In ta razlika pomeni relativno zaščito cepljenih glede na necepljenje, ne pa absolutne zaščite. Absolutna zaščita je bila tako rekoč skoraj 100%, samo 8 se jih je, približno 20.000. Je pa res tudi, da se jih je samo 162 od necepljenih, placebo cepljenih okužilo med približno 20.000. Ta epidemija. Niti se ni dobro zaključil tretji val, že nam strokovnjaki za jesen napovedujejo četrtega. Zato en komentar v zvezi z dvema vprašanjima, ki se ob tem postavljata sama po sebi. Najprej, koliko je med okuženimi asimptomatskih in koliko je reinfekcij, sta bistveni vprašanji, na katere bi strokovnjaki morali najti odgovor še to poletje, če naj se uspešno spoprimejo s četrtim valom, ki ga napovedujejo. Najprej vprašanje asimptomatskih. Kako do tega izračuna lahko dokaj preprosto pridemo? Ko bo dosežena čredna imunost s precepljenimi in prebolelimi vred, to bi moralo biti za Slovenijo nekje za ta virus okoli 1,3 milijone, bo število dnevno okuženih začelo naglo upadati in takrat bomo lahko približno izračunali faktor asimptomatskih z rešitvijo preproste linearne enačbe. Tukaj imamo torej vsi pozitivni na testih, krat tisti asimptomatski faktor, ker nekateri se niso testirali, ker niso niti simptomi imeli, plus vsi precepljeni, ta vsota ko bo približno 1.300.000, takrat, ko bo ta vsota, torej 1.300.000, takrat bo dosežena čredna imunost in iz podatkov, ki bodo na tisto obdobje za vse pozitivne in pa za precepljene, se bo dalo izračunati ta simptomatski faktor. Če bi se epidemija ustavila te dni, bi ta simptomatski faktor bil nekje okoli 3,2. No, saj smo dokaj blizu konca epidemije, ker številke naglo padajo, tako da pričakujem, da ta simptomatski faktor je v resnici približno 3. To nam da tudi neko boljše razumevanje, kakšen je pravzaprav potek teh okužb. Še bolj pomembno vprašanje pa je pri obravnavanju morebitnega jesenskega vala, pa je, koliko časa drži naravna imunost po prebolelem COVID-u. Torej vprašanje reinfekcij. Zato je pa potrebno samo zbrati nekaj podatkov. Prav za vsakega, ki je bolezen prebolel, se ugotovi, ali se mu je okužba ponovila in če po kolikem času. Iz tega se izračuna procent reinfekcij in povprečen interval, po katerem do reinfekcije pride, če pride. V Sloveniji imamo več kot 250.000 pozitivnih na testu, velika baza podatkov, iz katere se na zelo preprost način dobijo ti podatki.
Naprimer, po podatkih iz aprila, koliko jih je bilo mogoče videti po medijih, naj bi bilo teh reinfekcij tedaj okoli 180, mislim, da 181. Do konca leta 2020 je bilo približno 125.000 pozitivnih na testih in to v primerjavi s temi 181 pomeni, to razmerje je približno 0,15% v primerjavi s celotno populacijo, kjer pa bi bila incidenca okužbe okrog 6%. To nam da nekako 40-krat manjšo verjetnost okužbe za nekoga, ki je COVID že prebolel. Kar je informacija, ki bi morala prav priti vsem tistim, ki jih četrti val tako skrbi. No more like